Draga Mateja, res sem vesela, da si se odzvala temu povabilu. Si tudi ena od tistih oseb, ker sem si jo že takoj zamislila, da si jo želim imeti na Roma podcastu, sploh ker je to en tak kotiček, kjer delimo na nek način svoje osebne zgodbe, pa mogoče te drobne dnevne rituale, ki jih pač počnemo v življenju, pa nas podpirajo, ampak so nam tako samoumevni, da včasih se nam zdijo pa enostavni, da bi jih delili, ampak ravno to je namen tega Roma podcasta, no, da podelimo tudi vi, ki ste gostje, kot strokovnjaki, da podelite mogoče tudi en del svojega, rekla, strokovnega področja, pa potem velikokrat se vse skupaj tudi pol preplete z osebnim življenjem. Sva pa obe dve mami, tako da za začetek bi te mogoče malo častevci predstavila, mami najstnikov, zdaj že. Tvoje res ozadje profesionalno je, da si socialna pedagoginja in si tudi specialna pedagoginja in si res ogromno časa tudi delala v šolstvu, podpirala si tudi otroke z izzivi v učnem procesu. Vem pa tudi, da si velika ljubiteljica živali, predvsem trenutno doma imaš dve zelo luštni in živahni psički. Tako da tudi z tega področja vem, da imaš ogromno izkušenj, tudi kar se tiče terapevtskega dela. Potem pa vem, da te je poslovna pot peljala tudi na samostojne vode, kjer si zdaj tudi že kar nekaj časa, nisi popolna začetnica v podjetništvu, predvsem pa zgodba, poslanstvo, ko jo pelješ, se mi zdi zelo lepa, ker trenutno v hitrem tempu življenja, tudi mi starši, tudi če gledam svojega vidika, veliko krat rabimo oziroma moramo reči, da tudi kakšni zunanji podpori in tle se mi zdiš ti in tvoje poslanstvo res lepo. Tvoj tudi brand Mind Solutions se v bistvu posveča, tako kot jaz vidim, pa boš potem še sama mogoče čez svoje oči pogledala, da narediš šolo in vse izzive, ki lahko pridejo z njo, ki jih šola pripelje, v bistvu iz tega ustvariš priložnost, da ne podpreš samo otroka, ampak celotno družino. Največkrat pri tem, kot si mi že razlagala, imamo, zato da lahko vidimo ne samo mogoče, kateri je učni stil otroka ali pa kaj so izzivi, ampak tudi, da ustvari prostor za večjo povezavo med družinskimi člani, za mogoče negovanje srčnosti, tudi ne samo zavedanja, ampak slišanja, ne samo poslušanja in drugega. In da se lahko tudi v bistvu z eteričnimi olji in svetom arom lahko pri tem podpremo v takih ravneh, ki jih težko v enem stavku opišemo. Tako da veselim se tega pogovora. Veliko stvari že vem, ampak vsakič znova vidim, da z osebami, s katerimi se dobro poznam in v bistvu snemam ta Roma podcast, vedno v bistvu pol pridemo do takšnih stvari, ki jih verjetno v pogovorih, ne vem, ali ni bilo prostora, ker zdaj se nam vse zdi, da imamo še neko oko, tam stoji na gleda, ampak mogoče si ne damo prostora tudi z tega našega mogoče strokovnega področja, da kakšno stvar naslovimo, jo mogoče malo bolj osvetlimo. Tako da za začetek, Mateja, če malo poveš o sebi, svoji zgodbi, tisti del, ki bi ga rada podelila, kje se ti je zgodil največji tak prelom v življenju, osebne rasti, mogoče kot mama, kot v bistvu na drugi strani nekdo, ki si v svetu učenja oziroma poučevanja. Ja, najprej hvala za povabilo, tako da z veseljem sem se odzvala. Kar dolg uvod, tako da v bistvu me je zdaj popeljal jaz skozi mojo celotno zgodbo. Pa bom začela tako, kar na začetku, da ja, v osnovi, sem nekako že, bom rekla, v času moje srednje šole iskala neko srednjo pot med medicino, psihologijo, otroci, vse to me je nekako pritegnilo. Rada sem delala z otroci, hkrati so me vedno privlačili mogoče malo drugačni, posebni, kakorkoli z nekimi izzivi. Vedno sem našla zelo hiter stik z njimi. Tako da ja, specialna pedagoginja je bila mogoče ena taka
bom rekla, logična. Mogoče takrat še nisem vedela odločitev, no. Ampak bolj, kot sem šla v te vode, bolj me je pritegnil. Tako da ja, zaposlila sem se že takoj po končani fakulteti na šoli. Spoznala praktično vse ravni osnovnošolskega izobraževanja. Se pravi, poučevala sem nižji izobrazbeni standard, delala v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, kjer sem se srečala res z konkretnimi, težkimi motnjami v duševnem razvoju. In pa mogoče tisto, kar me je najbolj na nek način pritegnilo, pa tudi odtegnilo od sistema, je bilo nudenje specialno-pedagoške pomoči v redni osnovni šoli, se pravi delo 1 na 1, kjer so bile v ospredju predvsem učne težave. In takrat sem nekako skozi pogovore, skozi stiske staršev vedno bolj spoznavala, da kako so lahko popoldnevi naporni. Vemo, da zdaj tudi ogromno poslušamo o tem, da cele popoldneve delamo za šolo, naloga se vleče, šola je tisti mogoče povod za vse prepire doma in nekako sem čutila, no, da bi si želela predvsem to spremeniti, pa če je to 1 družina, 2 družini, 3, kakorkoli. Predvsem lahko rečem, da sem to dosegla pri sebi, v svojem domu, v svoji družini, da nekako enostavno ne dopuščam, da nam šolski svet, šolski izzivi vzamejo to našo družinsko življenje. Tako da zdaj nekako mogoče sem našla besedo prostor, to, kar si že prej omenila, se pravi ustvariti prostor, kjer otrok lahko izrazi svoje potenciale, kjer je slišan, kjer se mu sledi, se pravi, ja, ustvariti prostor, kjer vsi lahko nekako dihamo, kjer lahko mogoče na drugačen način pogledamo, se pravi, ja, želela sem, da starše predvsem opolnomočim in jih še opolnomočujem na ta način, da mogoče da je treba najprej kakšna prepričanja spustiti, začeti razmišljati na drugačen način, videti otroka z drugačnimi očmi in potem se lahko začnejo dogajati spremembe. Tako da ja, vodilo me je marsikaj, ja, tudi v šolskem prostoru sem ustvarjala mogoče vedno en drugačen prostor, kjer sem drugače gledala na otroke, kjer sem jim vedno želela ponuditi priložnosti, da izkažejo svoja znanja. Vključevala sem v svoje delo tudi terapevtske pse, to je bila tudi ena moja velika ljubezen. Kot si že omenila, ja, se mi zdi, da psi so eni moji ogromni učitelji, v smislu komunikacije, prepoznavanje neverbalnega jezika, kako v bistvu poteka ta prenos energije med nami, med njimi in res so eni krasni učitelji. Potem je pa še nekako v moje življenje stopilo tudi, zdaj bom rekla tako, dokaj nova veda, NLP, nevrolingvistično programiranje, v katerega sem mogoče, tako bom rekla, zakaj sem stopila van, je bilo mogoče bolj iz nekega osebnega vzroka ali pa nekako iskanja nekega novega znanja. Ves čas se rada učim in ja, na neki prelomnici mogoče je to stopilo na mojo pot in se to je nekaj, kar želim več vedeti o tem. Se pravi jezik, komunikacija, delovanje naših možganov, to me je vedno pritegnilo in v NLP-ju se to vse tako lepo prepleta. Tako da ja, postala sem NLP mojster praktik in
ves čas je bila nekako v ozadju tudi misel, ampak to je tudi pri otrocih, tako pomembno, kako razmišljajo o sebi, kaj si pripovedujejo, kako mi vzpostavljamo stik z njimi in kako se potem vse skupaj lažje spelje, če prepoznaš te njihove vzorce. Tako da imela sem to srečo, da sem tudi v tujini našla izobraževanje, ki bi je bilo opisano na kožo, in v bistvu tudi zaključila izobraževanje kot trener, NLP trener za otroke in mladostnike. Tako da med vsemu temu seveda pa je v moj svet stopila tudi eterika. Tako da kar pester nabor. Ta čas, ko si mi to razlagala, mogoče če dava res sliko, ker meni se zdi, da že ko si bila tudi v šolskem sistemu, da si res zelo, zelo lepo podpirala otroke. Tako da mogoče, če nam zaupaš, kako si ustvarila, ker bo mogoče tudi nekomu, ki je učitelj ali pa v učiteljskem svetu, vzgojnem svetu, kako si ustvarila en tak senzoričen, varen prostor še v šoli, ko si delala. Recimo, kaj se ti zdelo ključnega pomena, ker vem, kaj si vse velikrat rekla, da si predstavljala vse in tako. Tako da mogoče čisto ena taka praktična stvar, kako mu lahko pomaga. Mogoče zdaj, če smo ravno pri eteričnih oljih, nekako sem že kar spontano, brez da bi razmišljala, na kaj bom zdaj to vplivala, dodajala neke prijetne dišave. In takrat se mi je začelo prvič dogajati, da so učenci stopili samo mogoče za par minut v pisarno, tako prijetno diši, se nekako pomirili ali pa dobili neko poživitev in nek zagon za naprej. Tako da vedela sem, da vonj ustvarja neko pozitivno vibracijo. Sem pa tudi vedno, ko sem recimo, dostikrat sem menjala delovno mesto in vedno sem stvari postavljala po svoje, po neki svoji notranji intuiciji. Pa tudi delno, vedno mu je malo pritegnilo znanje feng shuija. Tako da to niti nisem na glas omenjala, ampak jaz sem se zavedala, da kako imam jaz postavljeno mizo, ne da bi delovala v nekem nadzoru, ampak ja, še vedno, si tam kot tista oseba, ki vodiš proces. Kljub temu sem pa vedno opazovala, kako so se učenci odzivali na samo postavitev prostora, kako so se počutili varno in to sem jim želela doseči. Žal se ne da veliko, ker vemo, kakšne so prostorske stiske v vseh slovenskih šolah, ampak marsikaj se da. Pač izkoristiš prostor in opremo, ki ga imaš. Tako da ja, ustvarjala sem in s postavitvijo, z eteričnimi olji, živalmi, tako da ja, je vedno zavladala neka posebna energija. Tako sigurno sem se dotikala tudi čuta sluha, to se pravi glasba, pa dobro, tudi živali na nek način. Meni se zdi, da so lahko tudi zelo pomirjujoče, terapevtske, logično. Katere živali pa si ponovadi pripeljala oziroma spoznavala otroke z njimi? Živalmi, jaz sem v svoje delo vključevala samo terapevtske pse. Je pa res, da sem tukaj spet vključevala, bom rekla, svoj čut oziroma zelo sem bila pozorna na to, kako se žival odziva, ker roko na srce tudi vsak pes ni primeren za vsako ustanovo, za vsako osebo. Odvisno je bilo od velikosti, ki sem jo potrebovala. Pač to so bile res ure, ki so bile skrbno načrtovane, in je bilo zelo odvisno, a bom rabila psa, ki bo, na mizi, a bo to nekaj majhnega, kar lahko skoči v naročje. Tako da zelo odvisno in rada sem eksperimentirala in nikoli se nisem posluževala tega, da bi sama kot lastnica psa, tudi moji dve psički nista terapevtki, vedno sem poklicala k sebi na delo, se pravi te prostovoljske pare z društev, ki smo potem skupaj v nekem timu sodelovali. Jaz kot strokovni delavec, specialni pedagog, ki sem imela dovolj kinološkega znanja tudi z tega področja,
da sem nekako naredila nek tak prijeten preplet živalskega in človeškega sveta. V bistvu si mi že vzela z jezika pač moje naslednje vprašanje, ker si že zelo sama lepo razložila to, kar se mi je zdelo vedno wow, ne. Tudi taki ljudje obstajajo, še več takšnih ljudi bi moralo obstajati, da pazijo tudi na drugo plat, ne samo, da se pripelje terapevtsko živalno, večkrat je res to pasta, ne. Ampak da se tudi pazi, čuva njegovo energijo, ker tudi oni imajo svoje meje, pa tudi niso vedno vsak dan postavljeni, konec koncev, ne. Tako da to res zelo občudujem pri tebi, no. In se mi zdi, da to se vidi pri delu s psi, s tvojim načinom pri delu z otroki in tudi v bistvu zdaj rečemo v tem novem delu tvojega poslanstva, ne, ko si pač tudi na poti res videla, da želiš podpreti otroka, pa na drugi strani videla, da brez, da podpiraš starše, da pač to je vzajemen proces, pač res ne, da gre težko, ne gre, oziroma se nekaj ustavi. Kaj mogoče si od eteričnih olj največkrat uporabljala, ker vsem si imela otroke z ne samo učnimi izzivi, mogoče malo opišeš situacijo, ker to se mi zdi tudi zelo koristna stvar, ker mogoče starši, če imamo otroka s kakšno tako, bom rekla, čist vedenjsko specifiko, jaz zelo nerada rečem motnja, ker pač to se mi zdi, da velikokrat naša lastnost je pač naša supermoč, če ji damo prostor za to, ampak eterična olja so pri tem to zelo, zelo podporna. Mogoče kaj si v določenih situacijah ali pa pri določenih izzivih najrajše uporabljeno? Zdaj, čisto tako, na začetku mogoče, kot tudi sama nisem imela še take širine znanja in toliko izkušenj, bi rekla, da tak osnovni trio, ki nam ga doTERRA ponuja, je sivka, pepermint in limona. Mislim, da s temi 3 stekleničkami lahko toliko veliko naredimo. Sivka pomirja, se pravi, kadarkoli, ali je to trema, strah pred testi, ki se je pojavilo. Lahko, da so bili tudi kakšni čustveni izzivi, ki so prišli že od doma, pa se je v bistvu preden smo sploh lahko šli v tisti učni proces, je otrok rabil neko pomiritev, takrat absolutno, sivka pomiri. Kot drugo, pepermint dvigne naš fokus, tako mene, dostikrat sem vedno bila pozorna najprej nase, da sem se tudi jaz pravilno postavila, kaj sem jaz rabila in potem še otroka, tako da ja, pepermint je ena krasna stvar, ki mogoče majčkeno nas prebudi, limona pa je en tak osnoven, prijeten citrus, ki dvigne razpoloženje, se pravi, ko si tako malo, a se že ne da več, ni bilo tiste prave motivacije. In ta kombinacija, mogoče peperminta, limone, res tako naredi tak prijeten prostor. Mislim, pravzaprav je to ABC eteričnega sveta, pač dejansko imaš res za vsako željo pač nekaj najdeš, ampak je pa dejstvo, da brez pomirjenega živčnega sistema pač težko delamo karkoli drugega, to tudi se mi zdi, da velja zelo v življenju. Tako da bom kar to vzela za iztočnico za naslednje vprašanje, ki ga imam tam za tebe in se mi zdi zelo lepa tema. Velikokrat starši slišimo o učnih tipih, tudi mi ga imamo, vsak izmed nas, ampak to ne pomeni, da imaš samo enega, velikokrat se tudi pač pretaka. Mogoče se tudi z zrelostjo, načinom življenja bolj prevesi v eno smer, ampak mogoče kaj bi lahko tako kot mama z veliko več znanja, kot pa večina nas, svetovala za domače okolje, kar se tiče učnih tipov, mogoče kateri so, na kaj, tako da jih mogoče čisto malo rišemo, pa da nam da malo misli, da pomislimo, ok, bom bolj poslušala sebe in svojega otroka, da vidim, kaj bi njemu odgovarjali. Ja, res je, v navadi se učni stili res prepletajo, težko je reči, ta otrok ima pa samo en učni stil. V osnovi ločimo 3, slušni, vidni in pa kinestetični. Se pravi, že imena nam povejo, slušni je tisti, ki največ informacij nekako sprejema preko slušnega kanala, ki si tudi na ta način stvari najbolj zapomni, se pravi, da stvari posluša ali od nekoga, da to posluša razlago ali da glasno bere sam sebi, se pravi, da sebe sliši.
Potem vidno je to, da čim več v bistvu gradiva prejema preko slik. Dejstvo je, da naši možgani dejansko razmišljajo v slikah, tako da čim več bi morali otroke podpirati, ne glede na to, kakšen je njihov učni tip, jih podpiramo, da čim več gradiva gre v slike. Možgani si na ta način lažje zapomnejo. In pa seveda kinestetični pa pomeni, da zraven rabi neko gibanje, ali je to že dost nek zapis, se pravi uporaba roke, nekega ustvarjanja ali pa da nek izdelek izdela zraven ali se premika po prostoru, ko nekaj se uči. Tako da vedno gre pa za preplet enega, dveh ali celo včasih treh. Ne bi rekla, da je treba zdaj iti samo v tiste, ne vem, recimo testirati otroka, kateri učni stil je in zdaj gremo samo po temu delati. Treba ga je opolnomočiti z vsemi strategijami, seveda pa najbolj podpirati tam, kjer je najmočnejši, ampak ga pa seveda ostala dva tudi naučiti, kako izkoristiti to. Mogoče bi tukaj poudarila eno, kar opažam pri delu starši, je to, da dostikrat izhajamo iz sebe. To sem v bistvu jaz mogla tudi zelo, to ni lahko delo, zavestno moraš takrat ugasniti svoj način razmišljanja, učenja, ker starši zelo radi rečemo, ja, jaz sem sedela in sem brala in sem se naučila. In potem svoje otroke tudi na ta način želimo. Usice za mizo in pač bereš in si zapomniš. Žal ni tako, in včasih je potem konflikt že nastane, zato ker starši imamo občutek, da ful pomagamo zelo, se trudimo in nikakor ne gre in vse napore vložiš v to, da narediš, ne vem, zapiske in sediš z njemu, bereš, pa nikakor ni rezultatov. In potem je tista slaba volja, pa mogoče samo nismo znali na pravi način pomagati. Tako da, ja, to. Zdaj razmišljam iz področja nevrolingvističnega programiranja, torej iz NLP-ja. Kaj je mogoče en največji uvid, ki si ga sama doživela? Se mi, da jih je ogromno, se težko reči, ampak treba biti specifični, kar se tiče mogoče ravno pri učnih stilih. Pri učnih stilih največji uvid je to, kako lahko v bistvu jaz sama kot opazovalec oziroma bom rekla poslušalec otrokovega jezika ugotovim, kakšen je njegov stil razmišljanja in učenja. Že samo iz parih besed v bistvu lahko prepoznam, na kak način, kaj mu je bliže, se pravi slušne informacije, vidne informacije ali kinestetične. Zdaj, kot mama, če dava še to, kot ti data sestavino v telo, vsega znanja, ki ga imaš. Recimo, a se spomniš, se vem, da je težko mogoče zdaj tako, kar od oka, kakšne situacije, kjer si sama se vstavila in pač zaradi NLP-ja drugače, mogoče z drugimi besedami, ki je rekla svojemu otroku. In prej bi recimo, vse tudi nam se dogaja enako, pač ko rečeš narobne stvari na napačen način in vzrojiš še bolj, ti si pa hotel jih kontra pomiriti. In se mi zdi, da dostikrat, če smo utrujeni, ali pa s fokusom drugje, govorim, ne vem, primer banalen. Kuham kosilo, pride mi hčerka, ko jaz res sem utrujena, želim samo v miru meditativno skuhati dobro kosilo, pa potem dati težke teme na mizo, pač z neko težavo in pač seveda takrat nisem postavljena, ne razmišljam mogoče, kaj bi bilo boljše za njo, da pač jaz rečem temu vsem, ne vem, če bo vsem všeč, bela manipulacija, torej res dobro namerno se ustavim in z drugimi besedami povem to, kar sem želela sporočiti, da jo podpre. In pač, če to ne naredi, gre lahko v še bolj neželene vode. Mogoče, če imaš ti, a se z glave spomniš kakšne take situacije? Situacije je bilo ogromno, ne bi mogla reči prav, lahko bi jih zdaj naštevala, ampak se mi zdi, da res že v
času, ko sem te stvari, ko sem bila v procesu izobraževanja, takrat sem res zavestno, ker tudi NLP na ta način deluje, da vedno od enega predavanja mine nekaj časa, ker moraš stvari preizkusiti, ponotraniti, testirati. In ja, že takrat sem zavestno začela najprej se utišati, pomisliti, kaj bom rekla, kako bo nekdo drug oziroma kako bo otrok to sprejel, pa če so to besede, ki bodo slišane. In tukaj smo spet mogoče malo pri učnih stilih. To se vse tako povezuje in kako neko stvar nagovoriti, izbrati prave besede, to je res kar umetnost. To je proces, ampak ko enkrat te stvari ponotraniš in usvojiš ta svoj jezik in njihov jezik, potem res stvari lepše stečejo. Mene tudi drugače zelo spominja, se to je fajn, da imamo toliko različnih načinov, kako se lahko tega dotikamo. Boš potem mogoče še vse čist kot za telebane razložila, kaj NLP je, ker se mi zdi, da mogoče temu še nisva dali toliko besede. Ampak mene spomni tudi ta način, ki ga zdaj opisuješ na program sicer self-coachinga, Clifton Strengths, se ti ga poznaš, kjer pač v ospredje postavljaš svoje talente, ki jih je sicer še malo več kot 3 učni stili, ampak dejansko lahko samo z drugim izborom besed ali pa z načinom. Dostkrat se veš, en otrok, mogoče pa sam ga rabiš vprašati, a te lahko objamem, en pa niti slučajno ne bi to delovalo na njega, ampak samo, a resno, dej, tukaj sem, zdaj poslušam. To se pravi, res rabijo tisto res prisotno poslušanje nekoga. Tretji pa res samo na svet, ker pač mogoče, ali pa da začnejo razmišljati, kaj bi bila lahko rešitev, glede na dani izziv. Mogoče tako da dajva povedati res, Jana, ker na osnoven kratek način, kaj je NLP? NLP, če izhajam samo iz kratice, neurolingvistično programiranje, se pravi neuro, živčevje, možgani, na kakšen način delujejo. Lingvistično to je pač jezik, se pravi, kakšne besede jaz uporabljam v odnosu oziroma v komunikaciji z drugimi in tudi sam s sabo. In potem programiranje, kako jaz lahko ravno to, ta umetnost, da preoblikujem, se pravi, spremenim svoj jezik, zato da bom ali drugače nagovarjala mogoče sebe, ali pa da bo me moj sogovornik razumel na pravi način. Najenostavnejše. Ja. Pa da je želja po lažjem reševanju nekih izzivov, v življenju je vsak dan polno izzivov, in se mi zdi, da pač pride do, če se to res dobro neguje in pač res prilagaja na naše različne načine delovanja in razmišljanja, ali pa učne stile, kakorkoli, če smo pri šolstvu, da dejansko dobimo res konstruktivno rast, s čim manj stresa. Ne, da stres zmanjšamo, ampak da v bistvu se naučimo tudi z stresom lažje spopadati, konec koncev. Glede na to, da smo vsem pri učenju, kar je neka, bom rekla, širša množica vsega, kar danes razlagava, pa po drugi strani pri NLP-ju, plus eteričnih oljih, jaz se spomnim ene ful lepe lekcije, ki so jo imela sicer takrat še na testiranju, ko si se učila biti za NLP mojstra, trenerja. In sicer si imela eno super vajo in če si bila zelo hvaležna, se mi zdi, da bi marsikomu pomagala, tudi odraslim, ne samo za njihove otroke, če jih morajo biti. Tisto, ko si imela metodo zamenjaj, ko si razlagala o kako, če zavrtimo film, kako ponavadi odreagiramo na stvari, ki nas res čist iz tira vržejo, in na to nismo ponosni. Bi si želeli, da drugače odreagiramo. Ampak kaj lahko z metodo zamenjam, ko si nam kazala tiste, predstavljaj si film, ko se to zgodi, mogoče to metodo, ker to se mi zdi nekaj, jaz to še zdaj uporabljam. In se mi zdi toliko enostavna, tako praktično za življenje. Ja, zdaj se spomnimo z otroci,
Teh strategij je ogromno, a ne? In praktično so res tako enostavne in nam res lahko olajšajo. Tako da dejansko gre tukaj za eno strategijo, ko na nek način vizualizacijo, a ne, vsega tega, ko dejansko zamenjaš to svojo neželeno obliko vedenja z želeno. Se pravi, predstavljaš si, da greš v kino, si ogleduješ svoj film, sebe v tej situaciji, ko reagiraš na nepravilen. Vse reakcije so pravilne, a ne, ampak ja, če bi si jo želel spremeniti, torej predstavljaš si zdaj film, kjer opazuješ sebe v tej situaciji in kako reagiraš in kako se ta film pač odpelje. In to se dogaja čez ta večji ekran, tako kot ga imamo v kinematografih, te veliki ekrani. Potem pa si zamisliš v spodnjem levem kotu neko manjšo sličico, kjer pa se odvija film, ko ti reagiraš drugače, na tebi bolj primeren, prijazen način. In dejansko potem te dve sliki zamenjaš. Zraven uporabiš tudi gib in zdaj smo spet pri učnih stilih. Gledamo, poslušamo na nek način ta film, ker si ga vrtiš v svojih mislih. In zraven uporabiš tudi gib, se pravi, ko gledaš ta manjši posnetek, ga primeš v zgornjem desnem kotu in takrat lahko zbereš svojo besedo. Ti si uporabljal, verjetno si to zapomnila, zamenjaj, se pravi, zamenjaj in to počneš toliko časa, da dejansko manjša slika preraste to večjo sliko. In to, kar sem že omenila prej na začetku, možgani res razmišljajo v slikah in to se močno usidra. To lahko vedno velikokrat ponavljamo in to je res taka enostavna vaja, ki jo dosti enostavno tudi naučimo otroke, ko se znajdejo v situaciji, ali je to neka trema pred testom, si lahko pač prislika, kako se pa odzove na tako stresno situacijo drugače, kot da zablokira. Se v bistvu že doma lahko natrenira tega, da lahko to preslika, poveča to želeno vedenje. In to se mi zdi tudi najlepše, da v bistvu NLP, ko vsak sliši neurolingvistično programiranje kot prvo zapleteno, kot drugo pa nihče se ne bo igral z mojim umom, mogoče reče, imaš pa en tak negativen prizvok ob tem in tle se mi zdi nekaj najlepšega, da v bistvu sem želela, da čez to, kar si tako lepo razložila, jaz vedno dobim kurjo povod, ker vem, kakšno moč ima ta čisto enostavna metoda, logično je veliko močnejša, če jo res izvajamo redno, kar pomeni, da lahko tudi večkrat na dan ali pa absolutno več dni. Da dejansko samo vplivaš na to, kaj želiš biti oziroma svoja, da sploh začneš razmišljati, kaj bi bila lahko tvoja boljša različica tebe. In se mi zdi, da odpira veliko širše področje v smislu te osebne rasti, v angleščini je to growth mindset, to se pravi rastoči um, ne vem, kako bi to sploh drugače prevedel, da pač lahko presežemo svoja omejujoča prepričanja ali pa tisti stari slovenski rek, tako pač je, potrp, ali pa pač živ s tem. In se mi zdi res v tem sodobnem času pač eno tako močno orodje, ki ti da vedeti, lahko si vse, kar si želiš, sploh če je to usklajeno s tle in pač samo rabiš malo natrenirati, da ne bi bil več v starih vzorcih. Se lahko deluje, mislim, zelo banalno, v širini, ne vem, nehati želiš kaditi, recimo, govorim zdaj za ljudi, ali pa pretirano najedanje, ali pa kakšna druga slaba navada, ne vem, tudi mogoče kako vzrojimo nad otrokom, ko pridemo utrujeni iz službe, ko on pride k nam z eno težavo, pa pač nismo še, da pač dejansko res počas spreminjamo stvari itak ne gre v enem dnevu, niti ne v enem tednu,
ampak v enem letu, tako kot si sama že videla v tem procesu, že samega treninga, kako si v bistvu ogromno naredila, oziroma se tudi jaz spomnim, ko si mi razlagala situacije. In tudi jaz, ko uporabljam to, pa verjetno še premalo, mislim, bi lahko še več potenciala, da lahko peljemo še zelo ven iz šolskega sistema na velike ravni v življenju. Tako da, super, ful sem hvaležna, res, ker to sem prav rekla. Mogoče bi tlele res dodala to, ker mi je zdaj tale beseda tako stopila v ušesa, ko si rekla potrpi, ne. To mogoče je tisto, kar jaz absolutno ne zagovarjam oziroma želim spremeniti. Se pravi, da zakaj bi moralo biti šolsko obdobje nekaj, se pravi toliko let, kolikor so otroci vključeni, zakaj to ne more biti eno res krasno obdobje rasti, učenja, in učenje je lahkotno, zabavno in hkrati učinkovito, samo da tega v šolskem prostoru pač otroci ne dobijo. In preveč je res tega, ja, tako pač je treba narediti, da se veliko tukaj spremeniti, in zato bi res želela pač, da se v čim večjih domovih ustvarja ta prostor, kjer pač ni namenjeno, ne da ni treba za šolo delati, ampak lahko se pač na drugačen način. Da ko enkrat spremeniš komunikacijo, ko začneš naslavljati te šolske izzive, pa naj bo to domača naloga, branje, pisanje, karkoli, ko se je treba iti učiti, je res lahko. Pravi, da ni to tisti srž prepirov, ki je zdaj, se mi zdi, da kar preplavilo slovenske družine, in to bi res rada malo. Ker šola je nevtralna, in pač kaj mi s tem naredimo, kako se v bistvu odzovemo doma na to, je pa pač v naših rokah. Sam premalkrat rečemo temu, da je to res. Tako da to je v bistvu nekaj, kar zelo cenim pri tvojemu poslanstvu. Je pa res, da vsem, kar sva rekli, zelo podpre ravno ta preskok možganske miselnosti, toka misli, tudi svet eteričnih olj. Tako da mogoče, če nam, glede na to, da si že malo razložila, kako si v pričetku začela to uporabljati, kar se mi zdi super, ker marsikdo tukaj mogoče ni še pomislil, tudi če v šolskem sistemu dela in ima eterično olje že doma, ali pa če jih še nima, je res en tak ABC eterike v šolskem prostoru. Kaj pa recimo vas trenutno doma najbolj podpira, oziroma tisto, kar si želiš zaupati, saj ne rabiš vsega, ampak se mi zdi, da je res koristno slišati čez tvojih ust. Če sva prej omenile olja, bom zdaj šla v druge vode, pa bom rekla prehranska dopolnila. To je mogoče tisto, do česar, kar sem mogoče zdaj v zadnjem času začela malo bolj raziskovati, videla tudi učinke, kaj se zgodi, ko pač podpremo tudi naše črevesje. Ker dejstvo je, in mogoče tudi malo premalo poudarka na temu, da je res močna povezava med črevesjem in možgani. Torej, absolutno vsakodnevno pač jemanje probiotikov, omega in pa vitaminov, mineralov. Tako da tukaj se mi pa zdi, da nas je pa zdaj doTERRA podprla s takimi izdelki, da mi jih vsakodnevno, bom rekla, na res družinskem nivoju. Če pogledam tudi z te strani, da je eden izmed otrok zelo aktiven športnik, na drugi strani otrok, ki je čustveno zelo, bom rekla, nestabilen. Se mi zdi, da te stvari, ko jih telesno podpremo, ko se telo postavi, potem avtomatično začnejo tudi možgani in čustva in misli drugače delovati. Tako da, zdaj v zadnjem času je to tono. Zato je v bistvu, mogoče nekdo, ki posluša, pa nima še stika z nagonili, se mi zdi, da vedno fajn povedati, da seveda pač itak
spanje, zato da se regeneriramo in da se telo samo zdravi, ker takrat se najbolj vse postavlja, pa da je to kvaliteten spanc, pa dobra prehrana, ker vem, mislim, če kdo ne ve, kako gleda to ali pa posluša, Mateja da zelo veliko na svežo in dobro pripravljeno prehrano, ampak dopolnila so pa res nekaj, kar te zelo čutim, ker vem, kako je tudi pri nas. Postaviš šibke točke in tako, kot si rekla, pač črevesje so drugi možgani in so tudi bolj pravzaprav živčeni. Ves ta del telesa, ne. Tako da se, če pomislimo, da čutimo zaljubljenost v trebuščku ali pa kakšno nasprotno čustvo, tudi čustimo zelo tam, ali pa v šolskem sistemu, ne vem, tako, kot si rekla prej, trema. Na drugi strani imamo tudi izzive sovrstnikov, pa govorimo o nadlegovanju sovrstnikov, a ne. Pač tudi to te lahko v eno in drugo stran ali podpre, če se imaš lepe odnose ali pa kontra, ne. In se mi zdi, da tukaj pa potem še za kapljico gor, a ne, še eterična olja, da podprejo še naš Kaj največkrat trenutno vrtite v difuzorju, po noči ali po dnevi, no? Mogoče da je tako. Po dnevi absolutno balans, ker se mi zdi, da je mogoče naše življenje res en ogromen vrtiljak od toliko enih aktivnosti in se mi zdi, da ta mešanica res naredi tako ravnovesje, ne. Zjutraj absolutno teli poživitveni, a ne, da se malo lažje zbudimo od raznih pepermintov in citrusov. Zvečer pa bi rekla največkrat izbira Serenity za umiritev, tako da, ja. Potem ste tudi tako v gozdnih ali pa cvetnih aromah, ne, pač se mi zdi, da vsi, tudi mi, že od lanskega leta do zdaj zelo pomirjujoča olja vrtimo. Dobro, zjutraj, tako kot si rekla, ne, dobro pašejo citrusi oziroma nekaj veselega. Moja mlajša vedno tako naredi, če je kaj fajnega za jesti ali pa v difuzorju, tako, kako je dobro. In te res povzdigne in greš v dan čez drugačen, ne. Se mogoče katere teme, ki je področje tvoje res velikega poznavanja, nismo dotaknili še danes, mogoče še kakšna misel, ki si jo želela za konec zaupati? Verjetno še veliko, ampak ne, mislim, da sva kar vseeno obdelali, mogoče še nismo nič rekli o čustvih. Tukaj se mi zdi, da sem res začela zavestno opazovati oziroma si dovoliti tako v šolskem prostoru ali pa pri obravnavah, ki jih sicer delam z otroci, da si res najprej dovolim otroka čustveno postaviti. Se pravi, če ni okej, pa sebe tudi absolutno. Predno grem v neko delo z otrokom ali pa starši, vedno se vprašam, kaj želim od te obravnave, kaj želim doseči, kaj želim iz tega izpeljati, kakšen je moj cilj in namera in v kakšnem stanju sem trenutno. In kaj takrat rabim, tako da jaz vedno najprej sebe podprem tudi z eteričnimi olji. Jaz bom rekla tako, da moja polička doma s tistimi stekleničkami, to je moj sveti prostor in nekaj, kar me lahko vedno reši. Ali sem v stresu, ali mi manjka nekega fokusa, ali enega boljšega razpoloženja, sigurno se bo pač nekaj našlo, kar me bo podprlo. In potem tudi ta odziv, in tle smo vedno spet se vračam na neverbalno komunikacijo, ko prebereš v bistvu, kje je otrok, ali zdaj mogoče včasih pridejo kakšni, ki so kar povsod, in jih je treba najprej prizemljiti. Tako da to je mogoče eno tisto področje, ki me še najbolj zanima, kjer še raziskujem. Je že veliko znanja, ampak je pa še ogromno za raziskati, kjer v bistvu ves čas mogoče malo tipam, stvari preizkušam, ampak olja so mogoče res spet en tak, bom rekla, ena čarobna palčka, ki ti omogoča en most do otroka,
da lažje dosežeš ta cilj, ki si ga zastavil. Tako da ja, ta njihova čustvena postavitev mogoče, zdaj, če so v nekem strahu, jih je treba povzdigniti, tako da takrat pa res namensko izbiram olja. Si me spomnila zdaj na tisti lep primer, se upam, da ga lahko omenimo, če ne bomo pa izrezali. Na enega otroka, ki si ga imela, ki ti je narisal. Ja. Mogoče to lahko poveš? Veš, o čem govorim? Ja. Lahko, absolutno. Ja. Torej, zelo kmalu po nekih prvih srečanjih s fantkom, takrat je bil 3. razred in začenjale so se tiste prve ocene. In ja, začel je razvijati en velik strah do ocenjevanja, kar je pa meni absolutno nesprejemljivo, da otrok doživlja takšen strah, ko mora pokazati svoje znanje, pa ga ima, in jaz še vedno striktno verjamem vsakemu, ki reče, doma zna in v šoli ne, to se resnično dogaja. Tako da, ja, jaz sem potem ta strah z njemu raziskovala, sem uporabljala seveda spet ves svoj nabor znanj, najprej skozi neki NLP tehnik, kjer sva skozi vizualizacijo v bistvu ustvarila sliko strahu, potem to preslikala, preokvirjala ta strah v pogum. Ta pogum je potem nastal v obliki slike, kjer sem ga vodila preko pogovora v to, da je pogum se potem, v bistvu sva prišla do enega lika, živalica, kakorkoli je to bilo. Potem sem pa jaz razmišljala, kako bi ta pogum lahko bil z njemu, da ga pač otrok res čuti, ker je spet kinestet in skratka, vse se tukaj spet prepleta. In takrat sem prišla na idejo, da bi, če bi bil kdo, ki bi lahko to stvar skvačkal v tej obliki, kot se je ta pogum prikazal. Tako da takrat sem bila res hvaležna, da sva bile v stiku z Apolonijo Zupan, zdravilno kvačkanje. In takrat je ona mi priskočila na pomoč in dejansko ustvarila 3D obliko te slike. Na kar sem seveda dodala še eterična olja, ki sva jih tudi zbrala, potem, kar je njemu odgovarjala. In tukaj bi rada poudarila za vse tiste, ki mogoče tudi bodo izbrali ta način dela ali pa bi radi podprli svojo prakso, kako sem se mogla tukaj pa res zavestno ustaviti, ko razum reče, ja, za pogum bi bilo pa dobro, da izberemo Brave iz Doterine kolekcije, ampak otroke vztrajajo tega in tega, in jaz ne pa enega, pa sem hotela vztrajati in potem je rekel moj NLP, ustavi se, pač otrok rabi oboje in če ga to podpira. In smo ustvarili mešanico in ja, otrok zdaj s to igračko, seveda se strah zdaj sreč pojema, ampak ja, ta igračka gre z njim v šolo, je prisotna v torbi, nadišavljena s pogumom. Tako da ja, je pa seveda zraven bilo dodano tudi navodila za učiteljice. Zato, da so se tudi one seznanile, kaj zdaj to je. Pa tudi, da je otrok dobil neka navodila, pravila za upravljanje s to igračko, da to ni zdaj postalo nekaj, kar se leti po razredu in tako, da je to dejansko njegov pogum. Zelo lepo si opisala zdaj cel proces aromatičnega sidranja, ko povežeš dve nepovezani stvari, ki se pravi v tem primeru eterična olja, ki dejansko na limbičen del v 20-30 sekundah vpliva na želeni ravni, zato ker nos izbere, ker ti diši. In še nekaj oprijemljivega, kar se s tem povezal, da stvar dobi meseno podobo, da ne bo lažje vizualizirati.
Tako da to se mi zdi odličen primer za zaključek. Še mogoče kakšna misel, ki jo želiš poslati mogoče staršem, bodočim staršem ali pa tudi kakšnim drugim odraslim, mladim odraslim, mogoče, ki poslušajo tole? Misel bi bila, mogoče to, kar sem že prej omenila, da ni potrebno oziroma dajmo se zavedati, da šola ni nekaj, kar bi morali krojiti naše popoldansko življenje, da lahko naredimo ta prostor res lahkotnejši, bolj zabaven in ne dopuščati, da nam kroji popoldneve, ker družina je namenjena marsičemu drugemu in ne samo šoli. Najlepša hvala. Jaz mislim, da smo se dotaknili res lepih tem. Obema je šlo kar na moment, ker pač malo doživljaš svoj proces, tudi obedve kot mami, ne? Na drugi strani tudi, koliko sva verjetno pomisliš zdaj drugačni, kot sva bili mogoče 5-10 let nazaj in koliko več veva in koliko še bova zvedeli, ne? Ker ne veva še vsega. Tako da hvala res, ne podpre čim več ljudi. Bomo tudi naslovile spodaj, oziroma bova dali, kje te lahko najdejo. Tako da to je to. Hvala ti, pa morda še kdaj. Hvala tebi.